A ti je že kdo rekel, da moraš gledati v kamero še pol, ko je konc, kakšno sekundico? RTV. Ja. Ja, boš to zopet izkušnje, jaz sem pa cvikal še enkrat potreba, zakaj ne, ko si prav povedal. Ja, bravo. Zdravo, sem Miha, star sem 30 let, prihajam iz okolice Kamnika, ukvarjam se s potovanjem po svetu in različnimi športi, vegan sem pa že od leta 2014. Za veganstvo sem slišal že v preteklosti, se ne spomnim kdaj, me je že prej zanimalo zaradi etičnih vidikov, zaradi živali, ampak nikoli nisem znal postati vegan, ker sem bil prepričan, da vegani jejo samo zelenjavo pa solato, se nič drugega ne jejo, sem mislil. Jaz sem pa celo življenje jedel bolj kot ne samo meso, pa krompir od zelenjave, pa kruh, to je to. Bil sem bolj kot ne mesojedec. Potem sem pa v leta 2012 in 2013 pa zelo moje zdravje strmoglavilo, so bili kronični prehladi, vročine, vnetja, pač vse, kar spada zraven, gripe, kako bi temu še lahko rekel drugače. Vse to me je peljalo do tega, da sem raziskoval, kako postati spet zdrav, ker sem bil dejansko tako obupan, že depresiven v tem času, da bi bil nekoč rad samo še zdrav, nič drugega. Eno željo sem imel, tako kot vsak bolan človek. In v iskanju rešitve sem se obrnil na medicino, zdravniki, specialisti, hodil pač okrog njih, ampak nič niso ugotovili, nobene alergije, nič, nobene rešitve mi niso ponudili. In potem sem bil totalno obupan in mi je ostalo samo še, ker mi je partnerica priporočala alternativna medicina, v kar nisem verjel, ampak nimam kaj izgubiti, šel do gospe, ki je bila znanka, že 30 let presnojedka, presna veganka, in ona je delala homeopatske tablete in za znance, in jaz sem jo prosil za to, ampak mi je žal odvrnila, da kaj takega ne more narediti za imunski sistem, za izboljšanje, in pol mi je predlagala rešitev, če bi mogoče malo manj mesa jedel, kar je pa meni bilo, moj odgovor je bil ja, ampak ne jem nič zelenjave, kaj bom jedel? In potem je ona izgovorila stav, ki mi je spremenil življenje, in to je pol pa jej sam sadje. In od tistega trenutka naprej, to je bilo meni tako šokantno, kaj? Sadje, a to je hrana. In v tistem trenutku pač sem jaz postal sadjejedec, predtem pojedel 2 ure pred tem srečanjem svoj zadnji zrezek, in od takrat naprej končano samo še sadje, pa in zelenjavo presno, ko mi paše. In tako se je začela moja veganska pot čez noč, to je to. Lahko rečem, da zdravje se mi je izboljšalo takoj po prehodu na presnojedstvo. Jaz od takrat, ko sem presnojedec, prej sem bil bolan, če sem natančen, v letu 2013 sem bil 9-krat bolan, to pomeni 9-krat visoka vročina, en teden v posteli, nepremičen, potem je en teden, da k se prihajaš, in potem 14 dni sem bil zdrav, 3 tedne, športov sem imel fajn in ponovi vajo. In tako je bilo celo leto. Zdravje se mi je izboljšalo dejansko takoj po prehodu, jaz sem zdaj bolan enkrat na leto, pa še to je, če je že nizka vročina, malo smrkanja, 2-krat kihneš in je končano, in to je to v primerjavi s prej.
poleg izboljšav zdravja, splošnega zdravja, je izboljšava ogromna to z zobmi. Prej sem imel ogromno težav z zobmi, zdaj k zobarju grem enkrat na leto. Ali pa še to ne, prej sem hodil na 2 tedna, vedno s težavami, vedno s bolečinami. In to je že od majhnega, od 2. leta starosti. Imel sem tudi diagnosticirano narkolepsijo, kar pomeni, da sem zaspal med vožnjo, zelo bil zaspan, naključno postal zaspan in to je bilo nekontrolirano. Zdaj tega več ni, zdaj grem v Nemčijo nazaj, pripeljem sam, seveda brez kave, brez Red Bulla, brez poživil, pripeljem lahko, varno, brez težav. Prej to ni bilo mogoče. Rezultati so, zdaj med nama, rezultati so te, da me ne bolijo več zobe, da danes končno lahko grizem z zobmi na obeh straneh. Prej sem vedno samo menjaval strani, ker me je enkrat na eni strani bolelo, enkrat na drugi strani bolelo. In pač potem vem, da sem na boljšem. Krvaveče dlesni so šle. Skalenje je šlo. Tako da te rezultate vem, ker jih sam občutim. Sicer zobar se ne strinja popolnoma, da je to v redu, ampak ve pa moja zobozdravnica, da ne hodim več k zobarju z bolečinami, s težavami. Tako da to. Preden sem postal presnojedec, sem se celo življenje ukvarjal z svojo težo, ker je bila previsoka, pa sem spet jo znižal, pa spet nazaj zrastel, pač skozi je bilo v valovih. Zdaj na presnojedstvu sem zgubil takoj, sem zgubil dejansko 20 kg v prvem letu, z lahkoto. Jedel, kolikor mi je pasal. Potem prišel nazaj, to pomeni, padel sem iz 75 na 55 in zdaj sem prišel nazaj na stabilnih 60 do 62 kg in tukaj se gibam ves čas. Ne glede na to, kaj jem, koliko jem. Ne. Ne, na vsejedstvo se ne vidim niti v ne vem katerih sanjah in zaradi zdravja in ne nazadnje, če že tudi zdravje nekoč pozabim, zaradi živali ne, pa zaradi etike ne bi nikoli mogel iti nazaj na vsejedstvo. Leta 2017 sem dal odpoved v službi in šel na potovanje po svetu in primarno je bilo tudi, da najdem svoje poslanstvo, kaj želim v življenju početi. In po pol leta sva ugotovila z ženo, kaj je najino poslanstvo in sicer, da želiva pomagati ljudem do boljšega zdravja, boljšega počutja, ker imava veliko izkušenj lastnih, težave odprej in zdaj rezultati, ki jih imava danes in skozi to, ko sva spoznavala ljudi na poti in ko so naju spraševali in prosili za pomoč, da bi oni tudi želeli imeti podobne rezultate kot midva, sva jim pomagala in to želiva delati v prihodnosti preko najine strani Fruit Journey, ki je sicer v angleščini, zato ker pač imava prijatelje iz tujine in želijo od naja tudi spremljati in želiva širše pomagati, ne samo Sloveniji, ampak tudi Slovenija je najin primarni trg. Najini obroki večinoma izgledajo popolnoma enostavno, ko je tisto, kar jeva večinoma sezonsko in ženo dava pred sabo v sezoni kakija, ki je trenutno dava gajbo kakija, med naju se usedeva in pojeva in včasih je to pol gajbe kakija, včasih je to cela gajba kakija
kakor je, kolikor nama paše, to pojeva. Sezona fig, češenj ne pripravljava. V 95% jeva samo gajba, sadja, tisto, kar je v sezoni, to je to. In to jeva. Z rok. Moje sporočilo ljudem je, da jejte več sadja, ker za sadje je naše človeško telo ustvarjeno in to nam je najlažje prebavljiva hrana, zato imamo največ energije po njej. Pa še z piko na i ni treba brati nobenih deklaracij, a je vegansko ali ni. Nazadnje sem bil pri zdravniku po 2 letih presnojedstva, ko sem šel na krvne preiskave in zdravnica ni vedela, kako se prehranjujem, samo rekla je, da karkoli v življenju delam, karkoli jem, naj s tem samo nadaljujem, ker je vse v najlepšem redu, nikoli tako dobro v preteklosti.